Poletni pozdravi iz kempa pred Paklenico. Tukaj smo se zasidrali že na našem lanskem tripu. V bistvu bi mogli iti proti Grčiji, čez Albanijo, ampak smo imeli neke zaplete, tako da nimamo več tistih dobrih 14 dni, kot smo sprva planirali, ampak jih imamo zgolj 10 dni. Kam pa bomo šli, pa v bistvu smo pravzaprav brez nekih planov, tako da bomo videli, no. Dni oziroma 4 noči smo se počasi pomikali po jadranski magistrali proti jugu. No, zdaj bomo pa zavili v Bosno, da še ta del malo raziščemo. Zdaj gremo se pa malo shladiti pod slapove Kravice. 20 konvertibilnih mark je vstopnina po odrasle osebi. Otroci imajo zastonj, vsaj naš Renki je star 5 let, ki je imel brezplačen vstop. Parking je tudi brezplačen, pa na parkingu, mislim, vsaj tako so nekako viri nam rekli, da se da tudi spati z kemperjem. V bistvu je res lepo, tako tudi malo idilično, zaenkrat še ni veliko turistov, čeprav smo tukaj sred dneva. Nam je pa malo žal, ker se nismo res kopati spakirali. Kravice so dobile ime po tem, to je neka zgodba, da je neka majhna kravica padla, sicer nekoliko višje od teh slapov v vodo, pa so mislili vsi, da je potonila, no potem so jo pa tukaj našli pri teh slapovih in od takrat se te slapovi imenujejo Kravice. Na poti iz slapov Kravic do Mostarja se nahaja tudi Počitelj, to je v bistvu neko staro mesto iz 15. stoletja, v bistvu malo bolj v otomanskem stilu, imajo tudi mošejo. Simonom sva se tukaj ustavila po moje 10 let nazaj, kjer praktično so bile samo ruševine in dejansko nihče niti ni poznal tega mesta, no. Zdaj se pa vse skupaj že malo bolj obnovil, tudi turistične trgovinice so se pojavile, tako da malo bolj turistično vse skupaj je, ampak še vedno ful lepo. Tako da, če se boste vozili po tej cesti, se vam vsekakor splača, da se malo ustavite tukaj, kaj pojeste, spijete. V glavnem, lušno je. Ren je precej potrpežljiv, tako da ga včasih na naših potovanjih tudi nagradiva s kakšno postojanko v bistvu bolj za njega. In tukaj smo pred Mostarjem našli eno vilo Ivankovič, ki ima igrala, trampolin, pa v bistvu tudi precej lušna lokacija ob reki je, materasico, nekaj se da pojesti, kaj spet. Otroci ne bojo roglih zamerali, če se boste ustavili tukaj, vi boste imeli pa tudi malo miru, pa kaj vmes popil pa pojedali, brez da bo stalno kakšna animacija potrebna. Nismo pa na poti spustili niti Mostarja, tako da zdaj se gremo malo sprehoditi. Če smo že mimo šli, se mi zdi, da bi bilo res škoda, da ga zgrešimo, ker v osnovi kljub temu, da je zelo turističen, ima nek svoj čar in je neko posebno mesto, ki se ga splača pogledati. Včeraj smo na Divje prespali nekako 7 km ven iz Mostarja, danes smo pa že na poti do kraja Foče, no ampak vmes nad Gackim smo naleteli na tole jezero, ki je bilo kot nalašč za eno malco hitro. Razgledi so res nori, jaz pač nisem si mislila, no, da se kaj takega najde v Bosni, tako da sem zaenkrat res zelo navdušena in zelo vesela. Blizu kraja Foče se nahajajo tudi peščene piramide, no, to so v bistvu čisto naravno oblikovane in do tja je včasih, v bistvu do danes, vodila še neasfaltirana pot, no, ampak midva s Simonom, oziroma mi smo se po moje prvi pripeljali po novem asfaltu, tako da tudi Bosna se razvija, izgleda sploh tam, kjer je kaj za videti, ne.
bo kmalu vse skupaj postalo precej bolj turistično, kot pa je zdaj. Zdaj pa čez Bjelašnico šibamo do najvišje ležeče vasi v Bosni, to je Lukomir. Malo se bomo do tja verjetno pretresli. Je pa to v bistvu vas, ki je naseljena zgolj od nekje maja do oktobra. Pridejo sem ljudje zaradi paše, pa bomo videli, kako je. Pa je, da se zelo dobre sirnice tam gor dobi, tako da pustimo se presenetiti. Premajali smo se do Lukomirja, tam mislim, da 1600 metrov nadmorske višine. Zaenkrat so bili vsi toliko prijazni. Tlele bomo spali kar pač pri eni od kočic. So nam čisto dovolili, seveda smo vprašali. Kaj še ne? Ni dobro. Kislo. Evo, že probavamo lokalne specialitete. Rem prav, da kislo mleko ni tako dobro, kakor kefir. Jutri pridemo na Krompirušo, smo že naročili. Ren pa danes je rekel, si je zaželil eno čorbico, ima pa telečijo, pa izgleda to dobro. Sveže pečena krompiruša, pa domači jogurt. Dobro jutro iz Lukomirja. Zadnja 2 dneva se potepamo po jezerih v Bosni. Včeraj smo bili na Bledinjah in na Ramskem. V bistvu smo še vedno na Ramskem, ker smo tukaj tudi prespali. So pa jezera res noro slikovita. Jaz sploh nisem mislila, da to najdemo lahko v Bosni. Tako da res, mislim, sploh se vsi moramo sprašujeva, kaj smo toliko dolgo rabili, da smo se znajdali tukaj. Zdaj pa šibamo naprej. Spet do enega jezera. Še ena idilična lokacija v Bosni in Hercegovini, Prokoško jezero. Malo skoraj spominja na kakšno veliko planino, ampak ta ima še jezero tukaj, pa v bistvu sicer se plača neko stopnino, 5 konvertibilnih mark za parking, pa 2 marki za odraslo osebo. No, ampak zdaj gremo tukaj malo se sprehoditi, pa pogledati vse to res tako simpatično.
vsem divjem kampiranju pa smo se zdaj znašli še v enem kempu, in sicer v Narodnem parku Une. Malo se bomo umili, oziroma smo se že umili, malo bomo se zrelaksirali, potem pa verjetno jutri raziskali še ta del malo bolj, preden se vrnemo nazaj v Slovenijo. Naše potovanje po Bosni smo v bistvu zaključili v Bihaću, tako da smo bili zelo blizu letališče Željava in seveda smo se ustavili tudi tukaj. Smo ga imeli že vrsto let v planu, tako da zdaj smo pa končno prišli, da si pogledamo to znamenitost.